Kot predsednica občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Mengeš vas z velikim veseljem in ponosom pozdravljam na današnjem dogodku. Hvala vam za tako številno udeležbo in ker vam ni vseeno za prihodnost naše lokalne skupnosti in naše domovine. Dovolite, da med nami še posebej toplo pozdravim župana občine Mengeš, Bobana Potarja, varuha slovenske besede gospoda Ivana Zivca, ki vedno poudarja, da smo prav mi ta srečna generacija, ki je doživela uresničitev tisočletnih sanj naših prednikov, svetovno znanega inovatorja in mojstra izdelovanja harmonik gospoda Zupana Valentina, in izjemnega slovenskega virtuoza na trobenti gospoda Franca Kompareta. V posebno čast pa mi je, da lahko danes v našem mestu glasbe in obliki gostimo predsednika Slovenske demokratske stranke, velikega domoljuba in vizionarja, ki je svojo vztrajnostjo, pogumom in veliko ljubeznijo do domovine sooblikoval temelje slovenske državnosti, ter se še danes postaja neomajan glas razuma v slovenskem političnem prostoru. Predvsem pa nam svojim zgledom in neuničljivo voljo vliva upanje tudi takrat, ko se nam zdi, da smo pred velikimi izidi. Gospod Janez Janša, dobrodošli v Mengšu. Slovenija.
Spoštovani gospod Janez Janša, zelo sem vesela, da vas lahko danes pozdravim v svojem domačem okolju in se vam hkrati zahvalim v svojem imenu in v imenu vseh prisotnih, da ste za pogovorni večer Koalicija z volivci izbrali ravno naš Mengeš. Današnje srečanje nosi naslov Koalicija z volivci. To je tudi geslo stranke za prihodnje parlamentarne volitve. Gospod Janša, nam lahko pojasnite, kaj ste imeli v mislih, ko ste izbrali to geslo Koalicija z volivci? Ja, lepo zdrav in lep dober večer vsem skupaj. Hvala, ker ste do zadnjega kotička napolnili to dvorano. Vidim, da tam zadaj še stojite, tukaj sredaj je pa še nekaj prostih sedežev, tako da danes smo zelo dolgi in se splača vse stane. Predvsem pa seveda hvala za to, ker vam je mar, kaj bo z našo domovino. Vreme ni najboljše, da bi se biti tudi bolj, ki je doma natopljen za pečjo. Ampak prišli smo sem, da se pogovorimo o stvareh, ki so v tem času, ko se pripravljamo na državnozborske volitve, tiste najpomembnejše. In ker ste omenili koalicijo z volivci, to je nekaj, kar bi itak pred volitvami morala delati vsaka stranka. Mi imamo nekoliko specifičen medijski prostor, kjer tudi v teh dneh, ko so bile komaj volitve razpisane, po vseh studijih, ko prihajamo predstavniki strank, novinarji sprašujejo, s kom pa boste šli v koalicijo. Človek božji počak malo do volitev, se niti ne ve, ker stranke bodo izvoljene, koalicije se delajo pač po volitvah. Zdaj pa je dolžnost politike, da posluša volivce, odgovarja na njihova vprašanja, predstavlja programe, se sooča z drugimi programi in ljudem potem ponuja možnost izbire. Ampak v Sloveniji je na nek način prevladala neka ihta, da vsebina ni tako pomembna, ni važno, kakšen je program, ni važno, kakšne rešitve kdo ponuje, važno je, kdo bo šel s kom. In potem se tekmuje v izključevanju, namesto da bi se tekmovalo v programih. Zato smo se mi načrtno odločili za, to v bistvu ni geslo, to je pristop, da tudi napišemo na papir to, kar bi tak morali vsi delati, se pravi koalicijo z volivci in to, kar mi danes počnemo tukaj v tej dvorani, ko se pogovarjamo, ko ste tudi vi dobili besedo, to je to. Če bi po vseh dvoranah v Sloveniji, na vseh nastopih vseh strank stvar potekala podobno, in to že nekaj časa, že nekaj mandatov, bo Slovenija boljša, kot danes je. Tako da tukaj ni kakšne skrivnostnosti v teh besedah, gre za nekaj, kar bi tako moralo biti povsem normalna stvar. Smo pa žal še vedno država, kjer marsikaj, kar bi moralo biti samo po sebi umevno pa normalno, takšno še ni. Tako da hvala vsem, ki ste prej zaploskali lepo zapeti slovenski himni. Sem pa slišal tudi, ko je nekdo rekel, himni se ne ploska. Glejte, himni se ne ploska samo v Sloveniji. Verjetno je vsak med vami že gledal kako prireditev v tujini na televiziji, recimo, ko je finale ameriškega nogometa, pa nekaj znan pevec poje ameriško himno, 5 minut ljudje ploskajo in vriskajo. Ker himna je nek simbol, je nek odraz ponosa nad identiteto, nad tem, da se zavedaš, kaj si, to hočeš biti in si tega vesel.
Pri nas pa pravijo, himni se ne ploska. Veste zakaj? Mene je to vedno zanimalo, ko sem bil predsednik vlade v prvem mandatu. Sem bil na številnih obiskih in so nam vedno zaigrali himno in so vsi ploskali. Se meni čudno zdelo, zakaj oni ploskajo, če se himni ne ploska, ker smo bili pač tako naučeni. No, pol pa sem govoril z enim starejšim izkušenim človekom, ki je večino življenja preživel v prejšnjem režimu in mi je rekel, da se je tudi pač v Sloveniji oziroma Jugoslaviji himni nekaj časa ploskalo, pol so pa ugotovili tam v 70-ih ali 60-ih letih, mogoče se kdo spomnijo se tega, ugotovili, da ljudje na teh proslavah nekako mlačno ploskajo ali pa sploh ne ploskajo himni, in pol so tuhtali, kako bi to zakrili in so pogruntali, himni se ne ploskajo, spoštovani. In mi smo to mirno prevzeli potem tudi v samostojno Slovenijo in to ponavljamo, ne da bi vedeli, zakaj se to dogaja. Ali pa to, da se zapoje samo 7. kitica Zdravljice. Kljub temu, da je v ustavi, v slovenski ustavi piše himna Republike Slovenije Zdravljica. In ko je slovenska pomlad prišla v deželo, in ko je himna na nek način, ko je Zdravljica postala takrat še neuradna himna Slovencev, pa smo bili še v bivši državi, se je izvajala cela, vseh 8 kitic, čeprav je dolga, ampak je čudovita pesem, in vsaka kitica ima svoj pomen, ali pa vsaj druga pa 7, tako kot smo jih slišali danes. Ker, kot je rekel pokojni pisatelj Boris Pahor, če se poješ samo 7. kitico Zdravljice, ki je internacionalna, ti v bistvu poveš, s kom bi bil rad prijatelj, ne poveš pa, kdo si. Se pa spodobi, da se najprej predstaviš. Jaz sem ta pa ta in želim biti prijatelj s tabo. Veste, zakaj je potem v zakon, ki je bil sprejet leta 1994, prišla samo 7. kitica, ki je sicer fajn, ampak meni je že veliko tujih državnikov reklo, vi imate pa himno Združenih narodov. Živene vsi narodi. To je čisto fajn besedilo, če temu dodaste še predstavitev, tako kot smo mi danes naredili. Ampak, ko je bil minister za kulturo Jože Školč, da je bilo to leta 1994, so sprejeli zakon, v katerem piše, da se izvaja kot himna 7. kitica. Čeprav v ustavi piše, da je himna cela Zdravljica. In ko smo potem raziskovali, zakaj taka ihta, zato, da bi se celotna Zdravljica skoncentrirala samo na 7. kitico, smo našli zapis Borisa Kidriča iz leta 1942. Imate tudi na spletu, če koga zanima. On je takrat med vojno oziroma revolucijo, ki se jo šel, zapisal, da ko bo slovenski narod postal očiščen narod proletarcev, internacionalistov, takrat pa si mora za svojo himno izbrati 7. kitico Prešernove Zdravljice, ker je ta internacionalna. Ampak komunisti tega po drugi svetovni vojni vseeno niso naredili. Moralo je priti leto 1994, da so si to upali, ko so pač mislili, da zdaj pa so vse poti za to, da se spet dela neko internacionalno zgodbo odprte.
ampak seveda pač ljudje ne razmišljamo globlje, kupimo tisto, kar se pač zapiše v zakon in kupimo tudi to, da se himni ne ploska. Tako da, ko se sliši slovensko himno, pa tudi če je to samo pač ena kitica z Zdravljice, ko je pa zdaj v zakonu, himni ploskajte. In ljudem, ki bodo rekli, da se himni ne ploska, razložite, da temu pač ni tako, da so nas skuhali v mlačni vodi kot žabe in nas prepričali, da je normalno nekaj, kar nikjer druge po svetu ni normalno. Tako da nas veliko dela čaka za to, da se pač stvari, ki so logične in normalne, začnejo dojemati kot logične in normalne. In tudi današnji večer ne bo posvečen temu. Pravite, da bo po volitvah potrebna ustavna večina razuma. Nam lahko poveste, kje vse je v zadnjih 4 letih razum občutno manjkal? Zdaj ne vem, če imate toliko časa. Mislim pa, da v tej dvorani ni nikogar, ki ne bi znal našteti vrsto stvari, kjer je pač razuma zmanjkalo. Ne vem. Nimamo toliko časa, da bi vse naštevali, ampak mogoče tisto, kar je najbolj očitno. Najprej pa seveda še to, da neko ustavno večino razuma bi potrebovali že zdavnaj, ne šele po volitvah. Upajmo pa oziroma delamo na tem, da se bo vsaj to zgodilo. Zdaj, kaj so v zadnjem mandatu tiste najbolj nerazumne stvari? En prvih ukrepov te vlade, Golobove vlade, je to, da so ukinili urad za demografijo. Demografski problem oziroma demografska zima je ključni strateški problem tako na Slovencev, kot večine evropskih narodov. Po domače rečeno, umiramo, izumiramo. Lanskem letu se je v Sloveniji rodilo najmanj otrok, odkar beležimo rojstva zadnjih 100 let. Najmanj otrok. Pa še veliko vprašanje, koliko je bilo Slovencev od teh, ki so se rodili. Ampak prvi ukrep Golobove vlade je bil ukinitev urada za demografijo, ki smo ga s težko muko, kljub temu, da smo mi manjšinska vlada, vzpostavili v prejšnjem mandatu v Mariboru, in ta urad je naredil nabor ukrepov, ki jih je treba narediti za to, da bo pač več veselja do življenja, več rojstev, večjo pomoč mladim družinam, da se otrok ne bo tretiral kot strošek, ampak kot investicija, če že govorimo v ekonomskih kategorijah, in da nas bo vedno več, ne pa vedno manj. Oziroma, da bomo kot narod močnejši, ne pa šibkejši. Ampak namesto, da bi vlada, ki je dobila sanjsko večino v parlamentu, 53 glasov, začela te ukrepe izvajati, in tukaj ne gre za neke ideološke ali pa politične stvari, za nekaj, kar itak je koristno za vse, so oni urad ukinili. In takrat ste slišali izjave ministra Mesca, ki je rekel, da je pač urad za demografijo neka predmoderna institucija, ker te stvari se zdaj ne rešujejo na ta način, ampak z odprtimi mejami. In potem je predsednik vlade Golob rekel, da je možno problem ilegalnih migracij rešiti samo tako, da se jih naredi za legalne. Edini predsednik vlade katerekoli države, ki je to odkrito povedal, čeprav je to pač levičarska politika v vseh evropskih državah, kjer je levica na oblasti. No in seveda so tudi pol z ukrepi pokazali, kje pa oni vidijo rešitve za demografski problem, ker so ljudi, ki so delali v uradu za demografijo, prerazporedili na urad za migracije. In tja so dali tudi denar. In v tem času je bilo podeljenih
ne vemo koliko, ampak ogromno državljanstvo. V tem času so Slovenijo preplavili z novimi prejemniki socialnih transferov. Prej je veljalo, da če nekdo dobil delovno dovoljenje v Sloveniji, Slovenija pač je uvažala veliko delovne sile, tudi zaradi pač problema nizke rodnosti, že dolgo časa. Ampak prej je veljalo, da če nekdo dobil delovno dovoljenje tukaj, je moral delati, mislim, da 5 let, pa med stalno bivališče, prednji je dobil pravico do združevanja družine in tako naprej. No, Golobova vlada je skrajšala ta rok na 1 leto. In v enem letu so se sredstva za socialne transfere povečala za 10% v proračunu, ob tem, da v bistvu ni bilo brezposelnosti in nobene krize, čakanja na delo in tako naprej. In potem so rekli, zgradili bomo 3-5 tisoč stanovanj na leto. Najprej so rekli 30 tisoč, to je velika. Pač minister za delo je postal nekdo, ki ni še nikoli v življenju delal, pa tudi računati ni znal. Pa so se pol prepirali s temi številkami. Tudi če bi jih toliko zgradili, prvič to kaj bistveno ne reši stanovanjskega problema, po drugi strani pa pogledajte, kdo dobi neprofitna stanovanja. Tam lahko z baterijo iščete slovenske priimke. Ne dobijo jih tisti, katerih družine so desetletja ali pa od nekdaj prispevali v proračun pa plačevali dajatve, ampak pač tisti, ki so tukaj nekaj let, pa seveda, ker so socialni kriteriji, pridejo na vrh lestvice. In to potem spreminja strukturo prebivalstva, varnostno situacijo, ki se je poslabšala tukaj in demografsko sliko. Mi imamo po ustavi zapisano, da je Slovenija država slovenskega naroda, ki temelji na trajni pravici do pač te državnosti. Kar pomeni, da pač brez slovenskega naroda Slovenije ni. Če vprašate levičarje v Sloveniji, potem pa je za njih to vseeno. Kam pelje ta politika, vseeno. Pa vidite v Parizu, vidite v Bruslju, vidite v Amsterdamu, vidite v zahodnoevropskih mestih, kjer se je struktura prebivalstva spremenila tako, da so ta mesta nerazpoznavna in da ima celotna zahodna in severna Evropa ogromno problemov z strukturo prebivalstva, z varnostjo in tudi vse večje socialne in ostale probleme, ker večina tega navala, ki pride, so tudi izjeme, so ljudje, ki pač bežijo pred vojno, dobijo azil, se vključijo v družbo, naučijo jezika, delajo, zaslužijo in tako naprej, samo večina ne. Statistika kaže, da je velika večina teh, pač, ki pridejo, strošek socialnih mrež, ki pač zajeda blaginjo avtohtonega prebivalstva in tudi v Sloveniji tukaj ni pač nič drugače. In ko sprašujete, kaj je treba narediti, pač te trende je treba ustaviti. Vemo, kaj je treba narediti, vemo, kakšna je razlika med legalno pa ilegalno migracijo, vemo, kaj je to delovno dovoljenje, vemo, kaj je to, da nekdo postane takoj strošek socialne mreže, dobi vse pravice, za katere ni nič prispeval. To ni krepitev socialne države, to je uničevanje socialne države. Se pa to vedno tako zavija v neke mehke besede, jezike, solidarnost, humanizem, ne vem kaj. Čeprav so na koncu rezultati v skrajnih primerih takšni, kot jih vidite v Venezueli. Ko je 5. najbogatejša država na svetu,
Venezuela je bila pred desetletji 5. najbogatejša država na svetu, po kupni moči na prebivalca, se pravi po blaginji. Pridejo na to, da je pokojnina $1 na mesec. In stvar tako propade, da jim pol še Američani odpeljajo diktatorje v Nike trenirki na koncu. Tako da, to je potem pol skrajni rezultat, rekel, takšne politike in takšno politiko je pač treba, take trende je treba zaustaviti 22. marca. Dolgotrajna oskrba je eno od tem, kjer se koalicija tolče po prsih, da se je uvedli. Pa jo v bistvu niso, pravzaprav so jo najprej ukinili. No, dolgotrajna oskrba je neka, je par besed, za katere ni noben vedel, še nekaj let nazaj, zdaj pa to vsi ponavljajo. Ampak veliko teh storitev, ki pač spadajo v to kategorijo dolgotrajne oskrbe, je bilo tudi že prej. Ni pa bilo celovitega sistema in ta sistem smo mi uzakonili v prejšnjem mandatu. In to, kar se zdaj, s čemer se zdaj hvalijo, vsak dan so v osrednjih medijih prispevki, ko oskrbovanci domov za starejše pravijo, super, zdaj pa manj plačujem samo za nastanitev, za oskrbo pa se plačuje pač iz proračuna. To je zame 100, 200, 300 evrov manj. Višji je bil standard te oskrbe, pač bolj so se ti stroški znižali. Glede, to je bilo uzakonjeno za 1. januar 2023. V zakonu, ki je bil sprejet v našem mandatu, bi se moralo to začeti izvajati 1. januarja 2023. To, kar je Golobova vlada naredila, je to, da so to zamaknili za 2 leti. 2-krat so zamaknili izvajanje tega dela zakona. Prispevek so pa uvedli z 1. julijem lanskega leta, ko pač teh pravic oziroma veliko pravic iz tega nabora sploh še ni bilo na voljo. In so rekli, vi ste sprejeli zakon, niste pa določili dodatnega vira za financiranje. Ja, res je, mi ga nismo določili, ker ko je bil ta zakon sprejet, so bile slovenske javne finance kot trdne, niso imeli 2 milijardi primanjkljaja, gospodarska rast v Sloveniji je bila najvišja v celotni Evropski uniji zaradi hitrega okrevanja po covidu in nam na misel ni prišlo, da bi zdaj pa uvedli poseben prispevek celo za upokojence, zato da se nabere 700 milijonov. Je pa bilo jasno rečeno, da če se je pokazalo, da je potreben dodaten vir v obdobjih, ko bo pač javnofinančna slika slabša, se ga bo uvedlo takrat. Nima pa ga smisla obremenjevati ljudi z nekimi dodatnimi prispevki takrat, ko tega ne rabiš in ko niti storitev še ni na voljo. To je pač vlada v tem mandatu naredila. Najprej 2-krat zamaknila izvajanje, potem je uvedla dodatne prispevke, posegla je po pokojninah. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da se je obremenilo neposredno tudi pokojnino, čeprav se iz tega ne nabere veliko. In ta prispevek bomo ukinili. Pokojnina je pač... Pokojnina je plačilo za minulo delo, mora biti varovana, ne moraš jo obremenjevati še dodatno za nazaj. Pa tudi prispevek za podjetja, za podjetnike, dokler storitve ni vprašljivo, kakšna je sploh ustavna pravica, da se to pobira. Ko
smo zahtevali izračune, na podlagi katerih so šli v te obremenitve, so nam dali, se je bilo to tudi objavljeno, list papirja, Excel format, kjer so neke račune, kako pa kaj, in se še danes točno ne ve, zdaj kako in kaj. In denar, ki je bil za dolgotrajno oskrbo zbran v lanskem letu, večinoma ni bil uporabljen za dolgotrajno oskrbo, je bil uporabljen za vse druge stvari, pa kljub temu ga je zmanjkalo. Danes je Fiskalni svet objavil ceno lanskega leta, kjer ugotavlja, da se je primanjkljaj povečal iz 200 milijonov na milijardo 700. V času, ko ni bilo nobenih poplav, nobenega požara, nobenih interventnih ukrepov, in bo pač ta denar treba dobiti, pokriti to. Da ta vlada računa, da to ni njihov problem, da do volitve bo naslednja vlada, ki se bo pač soočila z to luknjo, in če ne bo mi na oblasti, bomo pol njih kritizirali. Tako da naslednja vlada potrebuje zelo trdno večino, da se bo soočila z situacijo, v kateri smo, in ki se ne priznava. V srednjih medijih smo najboljši, vsi nam zavidajo, vse cveti, smo edinstveni. Jelko Kacin, ki je govoril na otvoritvi Pokrajinskega muzeja slovenske osamosvojitve, ker državnega so ukinili, to je bil tudi eden od njihovih prvih ukrepov, je rekel, res smo po nečem edinstveni, ta vlada se hvali, kako je edinstvena, večina ne drži, ena stvar pa drži. Smo edinstveni po tem, da smo edina država, ki je ukinila muzej nastanka svoje države, nobene druge takšne. Tako da, veliko dela pred nami. Hvala lepa. Nekaj ste že povedal, pa bi vsem še rada vprašala. V tem mandatu je bila sprejeta pokojninska reforma. Kakšen je vaš pogled na te zakonodajne spremembe? Ja, ta druga oznaka je točno, gre za spremembe, gre za popravke pokojninskega zakona, ne gre za reformo. Zakaj? Zato, ker pač gre zgolj za premikanje obremenitve. Ali bodo plače nekoliko bolj obremenjene, pa bodo pokojnine nekoliko višje, ali bodo plače nekoliko manj obremenjene s prispevki, pa bodo pokojnine nekoliko nižje. To predevamo v teh popravkih. Se bo delalo nekoliko več. Pa še tukaj, zdaj del teh popravkov je bil pač nujen, zaradi demografske slike, predvsem o kateri smo prej govorili. Del je bil pa takšnih, da se je peljalo ljudi ženje čez vodo. Recimo to, da se pokojnina zdaj naračuna na bistveno daljše časovno obdobje kot prej, pomeni, da bo pač večina, ki se bo kasneje upokojevala v prihodnosti, na slabšem. Tudi podaljševanje pač delovne dobe. Vprašanje, če se je temu možno izogniti, glede na demografsko sliko, pa na podaljšanje življenjske dobe, je pa najbolj prav, da če se dlje dela, je tudi pokojnina višja, ne pa manjša. Ampak vse to ni reforma, to so popravki. Reformo pokojninskega sistema smo mi predlagali v prejšnjem mandatu, pa žal zakona nismo mogli sprejeti, ker ni bilo večine. Gre pa za zakon o demografskem skladu. Reforma pokojninskega sistema bi bila, če bi v sistem pripeljali dodaten vir denarja. Ne zgolj tisto, kar pač se sproti zbere iz prispevkov od plač, od aktivnega prebivalstva,
In ta vir obstaja. Ne. To je premoženje, ki so ga večinoma zaslužili upokojenci za svojim delom in se danes nahaja v portfelju Slovenskega državnega holdinga. Tam je za 12-15 milijard državnega premoženja, deleži podjetij, ne, tudi dobrih podjetij, ki prinašajo takšne pa drugačne donose. In s tem se zdaj po svoje mešetari, ne vemo pravzaprav, kaj se s tem premoženjem dogaja. Šef Slovenskega državnega holdinga, gospod Debeljak, mislim, nekaj je težje videti na televiziji kot tajne agente CIA, se enostavno ne pokaže, ne odgovarja, ko so bile razne afere, so drugi tam nastopili. Mi smo predlagali, da se Slovenski državni holding ukine, da se naredi demografski sklad, da se v ta sklad prenese vse premoženje in da se potem dohodki od tega premoženja, da se polovica nalaga naprej, ne, da sklad raste, polovica se pa razdeli upokojence. Vsako leto, ne, toliko kot se nabere, toliko se pač to razdeli upokojence, ker so pač, ne, tukaj vas je kar nekaj, ker ste vi ustvarjali ta kapital. Je bilo to prvič pravično, drugič je to povečanje pokojnin, ki na začetku ne bilo ravno visoko, ampak ne, če bi sklad rastel od tega denarja če dale več, če se pametno gospodari, tudi mnoge druge države imajo tako to urejeno. Ne bi pa to potem bila dodatna obremenitev za plače. Zdaj pa, to niso reforme, je zgolj pač predevanje. Malo višji prispevek, malo višja pokojnina, malo nižji prispevek, malo nižja pokojnina. Tako da, pa potem še vam nabijejo procent za dolgotrajno oskrbo, pa tisto, kar prinese letna uskladitev, se po drugi strani vzame. In zdaj, če že govorimo o tem, nizke pokojnine, približno 260 tisoč slovenskih upokojencev so verjetno največja kolektivna socialna pravica v naši državi. Tukaj je, pač, so vse te spremembe pokojninske zakonodaje, način, kako se je k temu pristopalo, to, da nismo uspeli oblikovati tega demografskega sklada, povzročilo to, da pač ljudje, ki so garali skozi celo življenje in vplačevali v pokojninski sklad, danes ne vsi, ne, ampak dobra tretjina dobijo pokojnine, ki sami veste, kakšne so. Se potem vlada hvali z kako uskladitvijo ali pa z božičnico, ki jo uradno potem ne imenuje božičnica, ampak zimski regres. In če sprašujete, kaj je naš načrt je sprejeti ta zakon o demografskem skladu in vzpostaviti sistem, ko bo pač pokojninski sklad tukaj dobil dodatni vir. Na začetku ne ravno velik, glede na to, da se s tem premoženjem prav dobro ne gospodari, je pa to možno izboljšati in to bistveno povečati. Tisti, ki ste mlajši upokojenci, lahko računate na to, da se bodo pokojnine na ta račun v prihodnosti povečali. V tem mandatu predsednica države ni uspela z imenovanjem guvernerja Banke Slovenije niti varuha človekovih pravic. Dobro pa ji uspeva z imenovanjem ustavnih sodnikov
kjer koalicija nima nobenih zadržkov, čeprav se z njihovimi imenovanji, za razliko od na primer guvernerja Banka Slovenije, sploh ne mudi. Ja, drži, tudi zdaj včeraj so prišli ti predlogi in to za zadnjo sejo v tem mandatu. Zdaj ne bi se za cel prihodnji mandat ali pa pri ustavnih sodnikih za 2 mandata in 1 leto imenovalo v stari sestavi parlamenta, ki se mu izteka mandat, ljudi, ki zelo veliko odločajo, mislim, kot ste pravilno rekli, predvsem na ustavne sodnike. Zdaj, varuh človekovih pravic, a ste opazili, da ga ni 1 leto? Da večina, če tega ne bilo na televiziji, vsake časa povedanega, najbrž nihče ne bi vedel, da te funkcije ni. Ker prav dosti od nje ni. Tam je 50 ali 60 ljudi zaposlenih, na leto to stane milijone, napišejo poročilo, ki ga pol vežejo in tista knjiga veliko stane, pa to nosijo okoli po uradih, da bi pa komu res zaščitili pravice, pa jaz ne poznam tega primera. Mogoče do nekih takih zadev, ampak so gotovo ne za strošek 50 zaposlenih. Bi bilo treba to racionalizirati pa drugače oblikovati. Predvsem je pa noro, da za imenovanje varuha človekovih pravic rabite ustavno večino. Za ustavne sodnike, ki so vrhovna oblast, pravzaprav v Sloveniji, pa rabite navadno večino, 46 glasov. Zdaj, ko govorimo o ustavni večini razuma, mislimo tudi na ustavno večino, ki bo to spremenila. Ustavne sodnike je pač potrebno dvigniti na imenovanje z 2/3 večino, zato da se ne bo dogajalo to, kar se zdaj dogaja. Zdaj, levici Sloveniji ni dovolj, da imajo ustavno sodišče večino, ampak hočejo imeti vseh 9 ustavnih sodnikov. In jih hočejo poimenovati zdaj še v tem mandatu, še te 3, kljub temu, da se nekateri mandati iztečejo šele čez mesec. In očitno se bo to zgodilo. Očitno se je to zgodilo, čeprav je to nehigienično. Mi smo povedali predsednici republike, da pač to ni prav, da pri tem ne bomo sodelovali, ampak to seveda lahko naredijo kljub temu. In je tukaj rešitev samo ustavna večina, s katero pač spremenimo način imenovanja in zagotovimo, da bo pač v prihodnosti dobili ustavno sodišče, kot sem ga včasih že imel. Včasih so bili ustavni sodniki v Sloveniji ljudje z imeni, ljudje, ki so pisali ustavo, ljudje, ki so tudi svetovnem merilu pomenili nekaj, ljudje, ki so bili, ne vem, dr. Petrič, slovenski je bil predsednik Mednarodne komisije za pravo pri Združenih narodih, vrhunska pravniška funkcija svetovnega formata. On je bil sodnik in tudi predsednik ustavnega sodišča. In še mnogi drugi. Zdaj, gledajte, imate v ustavnem sodišču gospo, ki je napisala v ločenem mnenju zdaj, ko so razveljavili tale zdravstveni zakon o dvoživkah, tako imenovanih, gospa ustavna sodnica je zapisala, da v bistvu v boju proti kapitalu je potrebno takšne in drugačne ukrepe sprejemati v bistvu proti kapitalistični ureditvi. Ona je sodnica ustavnega sodišča v državi, kjer je pač kapitalistična ureditev ustavna kategorija. V naši ustavi piše, da imamo tržno gospodarstvo, to je pač kapitalistična ureditev. Ampak v ustavnem sodišču pač ne moreš imeti ljudi, ki ne upoštevajo ustave, ki bi jo morali brati. Tako daleč smo prišli.
na ta način. Tako da nujno, to je pač ena od najbolj nujnih stvari je, da se v ustavo zapiše, da se ustavne sodnike imenuje z dvotretjinsko večino, tako da ne more vsak biti na tej funkciji, ki je prej, ne vem, bil šef neke upravne enote, kot zdaj imenujejo nekatere kandidatke, ali pa kot je kandidatka, ki sem jo prej citiral. Tako da v tej dvorani nas je veliko, ampak vsak med nami mora še vsaj 10 prepričati za volitve, da bomo prišli do te večine. Hvala. Podobno je tudi šefom SDH-ja. Kar 1 leto pred potekom mandata je dobil nov mandat. Vi ste novico, da bo Žiga Debeljak ostal na čelu SDH-ja, komentirali kratko in jedrnato. Ne bo. No, SDH-ja ne bo več, ne, ker ko bo sprejet zakon o demografskem skladu, se ta institucija ukine in so potem tudi organi upravljanja drugačni. Če vprašate mene, jaz mislim, da je moral za upravljanje tega sklada dobiti strokovnjake iz tujine, ki niso na noben način vpeti v kakršnakoli slovenska lobistična omrežja, in jim postavil cilje. Boste dobro plačani, ampak na koncu leta se mora vrednost sklada povečati za 10%. Tako približno ravnajo tudi nekatere države, recimo celo v Romuniji, ki ni bila ravno kakšen zgled na začetku tranzicije, je uspelo oblikovati takšen sklad, ki so ga dali v upravljanje tujcem, tujim strokovnjakom, in to je eden od najuspešnejših skladov v tej regiji danes. Čeprav marsikdo tega Romunov ne bi pripisal. Tako da gospod Debeljak ne bo imel še enega mandata. Hvala. Vladi Roberta Goloba je potrebno priznati, da je na nekaterih področjih bila zelo uspešna. In sicer pri čiščenju tako imenovanih janšistov in pri višanju ter sprejemanju novih davkov. V parlamentu pa je povsem osvobodila in zbanalizirala kulturo dialoga. Kakšen je vaš komentar na to? No, mi da zdravijo tam, ki sedijo v parlamentu, se včasih sprašujejo, ali smo v cirkusu, ali smo v dvorani zakonodajnega telesa, še posebej nekatere poslanke Gibanja Svoboda se zelo trudijo, da bi tisto prvo privedli, cirkus. Treba precej potrpežljivosti, da se to preživi. Ni pa to glavni problem. Glavni problem je, da prinesejo zakon v ponedeljek, torek skličejo izredno sejo in čez en teden je ta zakon sprejet po hitrem ali pa po skrajšanem postopku, brez neke resne razprave, brez procedure, po tistem delu poslovnika, ki predvideva hitro sprejemanje zakonodaje v vojnih pa izrednih razmerah, ker drugače pač to ni možno. Zakon pol pač objavijo v uradnem listu, uveljavijo, čez 2 tedna prinesejo popravke tega zakona. Pa spet skličejo izredno sejo in tako naprej. Brez nekega premisleka. Zdaj, v tem mandatu ni bilo vojne, ni bilo covida, ni bilo finančne pa gospodarske krize. Imeli smo 30 rednih, nekaj več kot 30 rednih, pa 130 izrednih sej. Več kot
kot v času vojne, več kot v času krize, več kot v času COVID-a. To je problem. Tle je veliko stvari, ki bo pač treba popravljati. Kar se tiče pa uspešnosti, je ena stvar, ki jo je ta koalicija obljubila in jo izvaja. To je treba priznati. Se spomnite tistega nastopa na enem od predvolilnih soočenj, oziroma bilo je pred volitvami v studiu, ko so sedanjega predsednika vlade, dr. Goloba, vprašali, ali je za znižanje ali za zvišanje davkov. In model je mirno rekel, kaj bodo meni nižji davki. Še več denarja bi imel in bi ga zapravil za neumnost. Spomnite te izjave. Ta izjava ni bila dana po volitvah, dana je bila pred volitvami. In kljub temu je njegova stranka dobila 400,000 glasov. In to obljubo so vestno izpolnjevali. Mogoče pa nimajo vsi to denarja, kot on. Ampak on je to izjavo dal pred volitvami. To ne govori veliko o njemu, ampak zelo veliko govori tudi o delu slovenskega volilnega telesa. Jaz sem srečal zdaj kar nekaj ljudi iz poslovnih krogov, ki se razburjajo zaradi davkov, birokratskih ovir in tako naprej. Pa kakšen med njimi tudi prizna, da pa je vseeno volil Goloba. Jaz sprašam, a nisi slišal te izjave? Saj on dela to, kar vam je obljubil, Pa pravijo ljudje, pa nismo to resno jemali. Je bilo pač tako vzdušje, nismo resno jemali, sej pred volitvami se govori karkoli. Rekel, mi ne govorimo karkoli. Pa on tudi ni govoril karkoli, kar se tega tiče. Samo so bile na očeh očala z ideološkimi barvami, pa se potem ni ravnalo tako, da bi se upoštevalo žep pa denarnico, pa stroške, pa blaginjo, pa kvaliteto življenja. Zdaj ne bo tako, na teh volitvah se pač iste prevare ne da prodati. To je pogruntala tudi ta koalicija. Zdaj naenkrat vse tisto, kar bi morali narediti v tem mandatu, obljubljajo za naslednji mandat. Začeli so obiskovati regije. Mislim, da se tudi danes vlada na Notranjskem, da so zelo toplo dan zbrali za obisk Notranjske. Ampak je to pohvalno. Ampak kje so bili 3 leta pa pol? Zdaj naša vlada je v 2 letih, v času COVID-a, večino tega časa, 2-krat obiskala vse slovenske statistične regije. 24 obiskov smo naredili. Skozi cel mandat, ki je bil skrajšan. Na začetku in na koncu. Na začetku, da pač smo ugotovili, kaj je treba narediti, pa tudi obljubili, kaj bomo naredili, in pred volitvami smo pač prišli polagati račune. Oni pa 3 leta pa pol nobenega obiska, zdaj ob koncu mandata pa obljubljajo, kaj bodo naredili naslednji mandat. Kljub temu je pač pohvalno, da se končno hodijo okoli, pa da se ne sedi samo v Ljubljani, ampak moram reči, je malo pozno. Kljub temu pogruntalo, da pač prihaja volitve, neke račune bo treba polagati in z tem, da sediš doma, se delaš na Marškovi, imaš slušalke gor na soočenih, pa govoriš neumnosti, pa prodajaš svobodo, pa karkoli, da se s tem pač na teh volitvah ne bo prišlo skozi. Tako da sprememba bo, mora pa biti seveda zadostna, da se bo dalo te stvari popraviti. Kdo nam vodi državo? So to res izvoljeni predstavniki ljudstva, ki so jim volivci dali v roke škarje in platno? Ali pa so to različne nevladne organizacije, povezane z osrednjimi mediji,
kot so RTV, Pop TV, Delo, Večer, Necenzurirano? Ja, mislim, dobro in tehtno vprašanje. Ne? Zdaj, mi dva zdravljamo, tako so tudi izvoljena te države ne vodba, ne? To veva. Ne? Zdaj, koliko tisti, ki so bili izvoljeni tako drugače in so del vladne koalicije, vodijo Slovenijo, pa je tudi veliko vprašanje. Ne? Če v parlamentu poslušate Tamaro Vonta ali pa Leno Grgurevič, potem najbrž veste, da glih ne razumejo, ne, zakaj glasujejo. Ne. Ampak to je malo karikirano, ne. V bistvu je to vprašanje tehtno zaradi tega, ker dejansko stvari 35 let potem, ko smo se osamosvojili pri nas, vse bolj mejijo na neke čase, za katere smo mislili, da so že zdavnaj minili. Imamo stanje, za katerega bi lahko rekli, da postaja vladavina neizvoljenih. Pravi, da več kot tisti, ki so izvoljeni, kdorkoli že to je, na volitvah, odločajo tisti, ki nikoli niso bili izvoljeni. Recimo nevladne organizacije. Imamo celo nevladno organizacijo, ki se imenuje Glas ljudstva. Jaša Jenulla. Zdaj je spet začel paradirati z nekim kolesom. Češ, prihajajo volitve, Bog vari, ne, da bi spet tisti, ki so v prejšnji vladi zganjali diktaturo, prišli na oblast. Ne. Potrudite se, da Janša ne bo zmagal na teh volitvah, sicer bomo morali spet kolesariti v mrazu. To je bil pač njegov poziv, tako da se lahko nasmeješ nad tem. Je pa ta smeh grenak, ker je drag. To je vse plačano z vaših žepov. Danes je bilo objavljeno, da je 80% gorskih kmetij, ki so zaprosile za pač neko pomoč in subvencijo, bilo zavrnjenih. Zdaj tem nevladnikom pa gre na desetine milijonov. Za vsak slučaj, pa za to, da se pol kolesari. Ampak najbolj zanimivo pa to, da sami sebe imenujejo Glas ljudstva. Mislim, kakšen glas ljudstva si ti? Nekdo ustanovi društvo ali pa neko, kot sam pravi, nevladno organizacijo, karkoli ne bi to že bilo, in se proglasi za Glas ljudstva. Mislim, nisi ti Glas ljudstva, ti si en glas ljudstva, ne? Sam svoj. Glas ljudstva je poslanec toliko, kolikor glasov je dobil, pa bil izvoljen. On je Glas ljudstva. Nek Jaša Jenull pa ni Glas ljudstva. Zdaj, če jih je v društvu 10, potem je to 10 glasov. Ne more se pa kar nekdo proglasiti, da je glas celotnega ljudstva. Ali se vi počutite, da je Jaša Jenull vaš glas? Jaz se tudi ne počutim. Jaz nisem nikoli glasoval zanj. To je tipična uzurpacija besede, ne, kraja besede, pomena. Ljudstvo, mi smo ljudstvo, nisi ti ljudstvo. Ne. Ali pa Dušan Keber. Ne. No, ampak, če pa pogledate, recimo, koliko medijskega prostora dobijo te nevladne organizacije, od Jenulla do Nike Kovač in tako naprej, če se štejete minute na Pop TV pa na nacionalni televiziji, boste prišli do številke, ki je bistveno večja kot recimo minutaža, ki dobi Slovenska demokratska stranka, ne, ki je Glas ljudstva vsaj za četrtino parlamenta, glede to, da smo to glasov dobili na zadnjih volitvah. Ne. Oni pa niti enega glasu. Niti enega glasu. Pa zdaj pravijo, zdaj bomo pa mi nadzorovali volitve. Kdo si ti, da boš nadzoroval volitve? Pa da boš
govoril. Recimo 8. marec, gospa Nika Kovač. To je inštitut, ki so ga ustanovili, inštitut, se ne vem, kaj ne bi bil, kje je tukaj inštitut, ne, kakšen patent so že patentirali, pa kaj so novega izumili kot inštituta, ne. To je tudi zloraba besede, ne. Ampak to druščino so ustanovili ljudje, ki so danes v stranki Levice, ne. Prvi ustanovitelj tega inštituta je bil gospod Maljevac, ki je danes minister za solidarno družbo, funkcionar Levice. Zdaj, oni so malo stranka, malo so inštitut, malo so civilna družba. Zdaj, ko gre za politično kampanjo, pa za nadzor nad tem, pa za financiranje, so oni civilna družba. Ker tlepo ni nadzora, ni omejitve financiranja, lahko se financirajo s tujine, stranke se ne smejo, stranke imajo limit, ko gre za volilno kampanjo, koliko lahko potrošiš, pa koliko lahko zbereš, oni nimajo nobenega limita, nobenega poročila ne dajo nikamor, ne. Gredo se pa seveda polno volilno kampanjo. Sej, treba je povedati, da to ni samo slovenski izum, ne, to je pač levičarski pristop po celi zahodni polobli, se pa nikjer ne prodaja tako nesramno, kot se to prodaja pri nas. Ne. Oni zlorabljajo dobesedno, ne, slovenski ustavni okvir in zadeva gre v neslutene razsežnosti in veliko ljudi to kupuje. Aha, to je pa civilna družba, vi ste stranka, ker ta politika, to je pa civilna družba. Kaj je to civilna družba? Ne? Civilna družba so gasilci, Karitas, ne, so verske skupnosti, so kulturna društva, planinska društva, športna društva, to je civilna družba, kjer se pač združuješ zato, da uresničuješ neke interese. Ne. Ti nevladniki, to je pa politična paravojska Levice, tako pri nas kot po celi Evropi, ki je ustanovljena zato, da zlorablja sam sistem parlamentarne demokracije. Ne. In glede na to, da pol to mediji dajo odveljavo in tako dalje, in da se to pol cepi še številnimi tako imenovanimi varuhi enakosti, pa informacijsko pooblaščenko, pa KPK-jem, pa z raznimi institucijami, ki so imenovane ali pa samo nastale, samo imenovane, ne, pa potem se na to nalepi še nereformirano sodstvo, ne, dejansko dobite pa medije, seveda dobite strukturo, ki odloča, pa ni dobila nobene legitimnosti ali pa zelo vprašljivo legitimnost pri teh posredno imenovanih institucijah. Zdaj, v teoriji se temu reče vladavina neizvoljenih in to je v Sloveniji velik problem. In seveda prva stvar, ki jo treba narediti po volitvah, je to, da se zaprejo pipce. Potem naj mene kolesarice Jaz nimam nič proti, če protestirajo, kolesarijo, zažigajo lutke z mojim imenom, obrazom, vpijejo smrt janšizmu, obešajo plakate, sem naj to delajo za svoj denar, ne pa za vaš denar. Grem pa staviti z vami s komorkoli, da to nikoli ne bo dolgo trajalo, ne, če se zaprejo pipce. Hvala. Kaj čaka mlade v naši Sloveniji? Demografska slika je porazna,
Stanovanja za mlade so samo na papirju predvoljenih obljub. Neprofitna stanovanja, ki se zgradijo, pa gredo večinoma v roke neslovencem. Kako boste, če vam bodo volivci zaupali vodenje naslednje vlade, poskrbeli za mlade družine in obrnili demografski trend navzgor? Gre namreč za temeljno vprašanje obstanka slovenskega naroda, saj brez Slovencev za Slovenijo ni prihodnosti. Zdaj, rodnosti se ne da povečati zgolj z zagotavljanjem boljših materialnih pogojev. To vsi vemo, zato je treba še kaj več. Najprej je treba tukaj veselje do življenja, pa tudi vrednotenja življenja. Imeli smo lani referendum. Oni so rekli, da gre za zakon o prostovoljni pomoči pri končanju življenja. Neverjetno so levaki inovativni, ko je treba nekaj narobe označiti. V bistvu je šlo za zastrupljanje bolnih in starejših, za evtanazijo, tako drugače. In tam sta se spopadla dva koncepta. Kultura življenja in kult smrti. In v družbi, kjer kult smrti prevladuje, tako ali drugače, tam prihaja demografska zima. Tam, kjer cveti kultura življenja, se trendi obrnejo. Zdaj v teh razmerah stopnje razvoja naše civilizacije najbrž ne prav hitro, so pa države, ki jim je to uspelo. Ampak ključna stvar je odnos do tega, odnos do življenja, odnos do rojstev, pogled na družino, pogled na otroka. To, kako družba tretira družino, nasploh, ne samo v materialnem smislu. Mi imamo v ustavi nekaj lepih členov o tem, da država varuje materinstvo, očetovstvo, da imajo starši pravico do moralne vzgoje otrok, ne pa država in tako naprej. Vse lepo zapisano, je pa bilo sprejeto vrsta zakonov tudi v tem mandatu, ki gredo v nasprotno smer. In imate glorifikacijo tako imenovanih nevladnih organizacij, ki v bistvu poveličujejo kult smrti. Tako ali drugače. Je pa ta referendum vseeno dokazal, da večina ljudi v Sloveniji vseeno na te stvari gleda zdravo. Kljub temu, da so ankete kazale čist nekaj drugega, kljub temu, da so mediji prepričevali, da bo rezultat drugačen, je bil ta zakon zavrnjen. Hvala vsem, ki ste pač glasovali proti na referendumu. Ni šlo samo za nor in neumen in škodljiv zakon, šlo je tudi za razjasnitev slike, kje smo kot narod. Ali smo šli že čez isto mejo, ko bomo šli proti propadu, ali še nismo tam in še nismo tam. In še nismo tam in to vzbuja optimizem. Absolutno. Zdaj, ko pa gre za ta konkretna vprašanja, jasno je, da mlada družina, ki ima najemniško stanovanje za 3 mesece, pa ne ve, kje bo pol, težko načrtuje naslednjega otroka. Seveda so ti materialni pogoji pomembni in tukaj rešitev ni v državni gradnji neprofitnih stanovanj, ki jih tako pol dobijo drugi, pa tudi če jih ne bi, s tem, da zgradiš ti 3000 stanovanj na leto, ne rešiš tega problema, ker je 10-krat ali pa 20-krat večji. Treba enostavno sprostiti stanovanjsko gradnjo. Slovenija ima ogromno prostora še.
Mi smo država, ki je blagoslovljena z lepo naravo in tudi zelo konkretno idealnimi parcelami za individualno stanovanjsko gradnjo. In zelo veliko Slovencev na podeželju ima možnost, da pač tudi za otroke zgradi še eno hišo ali pa poveča obstoječo, zagotovi z realnimi, skromnimi sredstvi gnezdo ali pa štalico, še za naslednjo generacijo, ampak potem traja leta in leta, da se prekategorizira zemljišče, traja leta, da se pol dobijo soglasja, traja leta, da dobi gradbeno, problem pol pri kreditu. Mi smo veliko teh ovir odpravili v tistem prvem protibirokratskem paketu, ki ga je pripravil strateški svet Ivana Simiča za debirokratizacijo, ampak Golobova vlada je tisti paket ukinila z tistim zakonom. Enostavno so preklicali vse te protibirokratske ukrepe, ki smo jih mi sprejeli, nekateri niso niti še zaživeli, ko ljudje ne vejo, kaj je bilo vzeto niti. Bi se morali šele uveljaviti. In seveda, mi smo sprejeli tudi zakon o stanovanjski jamstveni shemi, ki so ga tudi blokirali, omogoča pa mladim, da če pridobijo najemniško stanovanje, z najemnino v bistvu odplačujejo kredit za tisto stanovanje in so po 15 letih lastniki za isto vsoto, kot če bi plačevali samo najemnino in potem ne bili lastniki. Zdaj tisti vmesni rizik pač pokrijejo banke. To so zablokirali, ampak to je ukrep, ki ga bomo oživili, ker je dolgoročen. Ker potem pač družina po 15 letih, namesto da bi ves ta čas velik del dohodka dajala za najemnino, pa ne bila lastnik ničesar, pride do lastništva, se sprosti družinski proračun, poleg tega se s tem poskrbi še vsaj za enega člana družine za naprej, ker pač ima družina lastniško stanovanje. To je naša politika. Politika levice pa je drugačna. Politika levice je imeti čim več ljudi odvisnih na tak ali na drugačen način. Zaradi tega pravi, ja, lastništvo, to je kapitalistična kategorija, gradimo najemniška stanovanja. Kdo jih dobi, se itak vidi, ko so objavljeni ti rezultati pol teh razpisov. Kriteriji se tako napišejo, da prvič se lahko prijavijo tudi tujci, ni treba, da so državljani. Zadnjič, ko je bila razprava v Državnem zboru, je minister trdil, da je to samo za državljane. Ni, poglejte razpise, tujec stalni bivališčen se lahko pač prijavi. In seveda nekdo, ki je prišel 2 let nazaj v državo, po socialnih kriterijih, bo vedno pred nekom, ki tukaj živi že celo življenje, pa njegova družina tudi, in tako vam dejansko pol ta denar jemlje iz žepov, pa ga pač dajo drugim. To ni rešitev. Imamo pa dovolj prostora, tudi dovolj kapitala za to, da se ta problem začne reševati trajnostno, se pravi trajno, in seveda to bomo naredili. Ampak še enkrat, proti temu so odpori in upori, ker je koncept levice drugačen, ne samo pri nas, tudi po Evropi. Pri nas je v ospredju človek, ki je samostojen, ki si zna sam pomagati, ki je tudi lastnik, ki je avtonomen, za levico pa
so takšni posamezniki ljudje, ki jih ne volijo in pa zagovarjajo drugačen koncept. Ne. Čim več ljudi v javnem sektorju, čim več ljudi v najemniških stanovanjih, ne, čim več ljudi tako drugače odvisnih od države. Čim večja država, tem več možnosti za vladavino levice. Ne. Naš koncept je pač drugačen. Vitka država, svoboden posamezniki, ima možnosti, da sam poskrbi zase, za svojo družino, čim več zasluži, čim manj pobere. Tisto, kar se pobere, mora iti za kvalitetne storitve, ne za uvažanje tujcev, ne, pa delanje novega volilnega telesa. Ne, tukaj so te meje zelo, mislim, zdaj postale tudi slovenskemu volivcu bistveno bolj jasne, kot so bile doslej. Ne. Doslej se je to vedno manipuliralo, ampak zdaj pač tole naše srečanje je ena od številnih javnih tribun, ki smo jih imeli v teh razpravah, ki se poleg prejo. Vidim, da se ljudje zelo zavedajo tega, kje smo in zakaj bo šlo na teh volitvah. Tako da mogoče predlagam, da tudi mi dva malo tole manj pogovor skrajšava, pa dava še vprašanje vam. Zdaj prenosni mikrofon je na voljo, dvignite roko, dajte predloge, prosim. Dobro večer, vsem. Vladimir sem iz Ihana, Domano Predoga. Smo poslušali vse te zgodbe skoraj vsak dan, kako nas pač ta oblast zdajle priganja. Sem mlad upokojenec, ki so me pokradili, tako kot vse ostale. Me pa ena druga stvar zanima, če boste pač ustvarili koalicijo, kar vi se zdaj boste, če bo ta prava, a ne? Me zanima, kako se bo to reševalo z upokojenci, res upokojenci, ker nekateri so dejansko res na tleh. Poleg tega, kako bomo glede te demografije, ko ste rekli, postavili. Vem, da to so lepe misli, jaz bi takoj podpisal, ampak me zanima, kako boste najprej počistili vso to navlako, ki se je pojavila v tem ubogem slovenskem malem prostoru, ker delajo samo grozo, strah in mečejo davkoplačevalski denar v svoje oaze. A bodo ti ljudje odgovarjali za vse te neumnosti, ki so jih ustvarili? Mi ne rabimo fakultete, mi rabimo samo normalnega človeka, ki bo razmišljal, ki bo pospravil vso to navlako, govorim zelo grdo, žal mi je, sem pač toliko star. In po drugi strani, kako boste odrezali določeno kačo, glavo, to je peč v prispodobi, ki v bistvu hara že kar 20 let po volitvah. Vi veste, na koga mislim? Se pravi človek, ki dejansko kandidira, dela, kar hoče v Republiki Sloveniji. Nikoli ne odgovarja za nobeno stvar. Palček, tako je. In bi prosil resnično, ker verjamem, da boste pač v tem mandatu imeli strahotno grdo, težko delo. To vam enostavno, jaz tega ne bi zmogel, ampak vam drži pesti, da se to uredi in da se ministrstva zmanjšajo, počistijo in se da ljudi na taka mesta, ki so nadpolitični, ki so strokovni in ki imajo vest do slovenskega naroda. Hvala. Zdaj, slovensko gospodarstvo potrebuje delovno silo. Zaradi demografske slike, o kateri smo prej govorili, pač delovne sile ni. Je pa veliko viškov v administraciji. No, lejte, mi bomo
najprej spostavili vladavino izvoljenih, ki bo odrezala se te lovke vpliva iz globoke države in potem omogočili slovenskemu gospodarstvu, da bo dobilo okrepitve, kar se delovne sile tiče, iz viška v administraciji. Vemo, kako to narediti, nimamo časa, da pa zdaj to tako drugače razlagati. So države, ki so to že naredile, rabimo pa trdno večino v parlamentu. Ko ste rekli koalicije, pač če bo dobra koalicija, mi slabe koalicije ne bomo delali. Slovensko-demokratska stranka ne bo sestavljala manjšinskih vlad, ne bo sestavljala kriznih vlad, kot jih je že, in potem plačevala ceno za to. Prihaja čas, ko bo ustavna večina v slovenskem parlamentu možna, ker so pač trendi taki, zunanji in notranji. Se bo to zgodilo že po teh volitvah, prvi korak zagotovo, ali bo možen tudi drugi, ne vem, ampak tudi do drugega ne bo treba zelo dolgo čakati. Tako da je pa v interesu verjetno vseh nas, ki smo danes tukaj v tej dvorani in nam je mar za usodo te države, da lahko že po marcu tega leta naredimo oba koraka. Torej, Slovenija je volilna udeležba na parlamentarnih volitvah tam med 45 in 70 odstotki. Odvisno od volitev. Kar pomeni, da med 30 in 55 odstotkov volivcev ne gre na volitve. 10% teh prepričajmo, pa bomo imeli ustavno večino, razumem. Dobro večer. Jože iz Doba. Sam ne tistega Doba, ste bili vi, gospod predsednik. Pri Domžalah. Rad bi vprašal... Tisti je slabši, ker sem bil vesel. Tako je. Rad bi vas vprašal glede ponovnega obtožnega predloga gospoda Velenčiča, glede Trente, sami veste, ali se vam lahko zgodi kakšen scenarij pred volitvami in še nekaj glede KPK-ja, tega našega brezobega tigra, ali ga boste kaj reformirali ali razpustil. Hvala. Glede, države, kjer policija, tožilstvo in sodišča resno opravljajo svoje delo, ne poznajo komisij za preprečevanje korupcije, ki so politični organi, ki pol dajo neka mnenja, v glavnem takrat, ko jih leva politika potrebuje, v eno ali pa v drugo smer. Včasih tudi zato, da lastne vlade rušijo, ker pač imajo druge načrte. Tako da mi smo to komisijo že enkrat ukinili v tem prvem mandatu, ampak je pol ustavno sodišče to vrnilo nazaj. Tako da je to treba pač narediti na drug način. To, kar je ne samo v zvezi s to komisijo, ampak nasploh nastalo iz tega, kar ne bo slovenska pravna država, je v veliki meri karikatura. To je karikatura. V Ljubljani imate župana, ki je v kamero, v studio Zagrebške televizije, takrat, ko so pač mene poslali na nek drug dob, kot pa je vaša, pa ga je novinar vprašal, pa vi se pa nič ne bojite, da bi vas zaprli, pa je rekel, jaz sem bil vedno proti politiki Janeza Janše, zato se mi to nikoli ne bo zgodilo. No, pa tudi zdaj, ko je bil na tej predzadnji tarči na tapeti, in so ga pač obdelovali, ker je
tisto gradnjo na Tivolski pač vzel sonce generalni državni tožilki, pa se niso upali pokazati te njegove izjave. Še vedno je tukaj pač neka cenzura. Tako da hotel sem reči še nekaj, pa umreš po volitvah. Dober večer. Lepo pozdravljam, gospod Janez Janša in vsi navzoči. Saj bom kratek, oziroma ne bom vprašal, ampak samo rad bi z vami delil eno mnenje. Sem iz seniorskih vrst in bi rad seveda začel tam, se pravi nadaljeval, ko ste vi govorili o himni in tako naprej in o domoljubju. Smo v predvolilnem in morda prelomnem času, ko so osnovne krščanske in obče vrednote družina, dom in domovina po letu 91 najbolj ogrožene. Predvsem je na težki preizkušnji domovina Slovenija, kot je morda kot kdajkoli prej na pohodu erozija domoljubja, upad rodnosti, vsesplošnega zanemarjanja nacionalne zavesti in drugo. Nesposobna vlada Roberta Goloba je v zadnjem mandatu razgalila vse levičarske zle namere, predvsem tistih, ki jim Slovenija ni bila nikoli intimna opcija. Država Slovenija tone vse bolj v smeri znanih balkanskih, mafijskih, političnih namer in povezav v osi Moskva, Beograd, Ljubljana. Zato bomo Slovenci kmalu odločno rekli, dovolj je mrcvarjenja in uničevanja Slovenije. Hvala Bogu, da so volitve blizu. Ko se bo narod zopet pisal sodbo sam, tudi na volitvah bomo dokazali, ali imamo našo domovino res radi. Če jo ne bomo ljubili, jo bomo izgubili. Seveda pa nas mora pred volitvami spremljati tudi korajža, pogum. Čas je, da naberemo moči, da gremo vsak posebej in skupaj v ring, če tako rečem, pa čeprav smo seniori, za zmago seveda z rokavicami. Vajeni smo udarcev pod pasom in naša koža je že podplat postala. In naša vztrajnost, premočrtnost, poštenost in naše krščanske vrednote in domoljubje so naše velike prednosti, kot so bili pred 35 leti. Zdaj je čas za Slovenijo, kot je rekel dr. Pučnik. V utrjevanju domoljubja in osveščanju ljudi smo v zadnjem letu v Domžalah organizirali kar nekaj dogodkov, in sicer večere z Jožetom Možino, z Alešem Premcem, z Brankom, s fotografom Grimsom in tako naprej. Za velike državne praznike smo organizirali svete maše za domovino, v Domžalah, Mengšu in Šentjakobu. In takrat, ko je hudo, je treba tudi moliti, se reče. V Ljubljani smo pred praznikom Dan državnosti junija organizirali pohod za domovino. Kmalu pa je na obzorju nov dogodek in vas vse skupaj vabimo na večer z dr. Rosito Pesek na temo Slovenija, moja domovina, ki bo v župnišču v Domžalah v torek 20. januarja ob 18:45 po sveti maši. Voditeljica bo gospa Urška Tavčar, vsi vljudno vabljeni. Hvala za pozornost. Bog živi Janeza Janšo, Bog živi Slovenijo. Dober večer vsem. Sem Matjaž iz Kamnika. Jaz bi pa povedal sledeče. Sam imam telesno okvaro, pa mi v življenju ni bilo lahko, pa rad živim in želim dočakati 100 let. Imam pa en pomislek, namreč nekje sem bral, da so v Bruslju demonstrante
zvezali z vezicami z rokami nazaj in jih pustili čez noč. Zdaj pa tako, smo v letu 2026 in otroka v šoli učitelj ne sme nič narediti. Se pravi, tudi nekatere razgrete mladostnike bi lahko peljali v neko zaprt prostor in jim dali knjigo v roke in jim dokler ne bi prebrali 50 strani, jih ne bi pač spustili. S tem bi v bistvu na nek način jih spravili, na nek drug način jim povedali, da kako lahko jih je ukrotiti. Nekoga samo zapreš v prostor in ne more nič. To je moja filozofija. Ja, hvala lepa. Jaz imam tudi nasvet, kar se knjige tiče, ki bi jo morali prebrati. Ne, čist resno. Mislim, da je zunaj tudi stojnica založbe, ki je to knjigo izdala. Je hit, ravno kar prevedena, Utišani. Ko ste to knjigo prebrali, vam bo marsikaj jasno. Veliko stvari, ki se jih tudi danes nismo mogli dotakniti, je razloženo na ta način, da postane jasno, zakaj se je naša civilizacija znašla tukaj, kjer smo. Tukaj je zelo natančno opisano, kako smo prišli v situacijo, ko se je naenkrat božični jelki je reklo novoletna jelka, ko se je namesto vesel božič voščilo vesele praznike, kako je kako je naenkrat bila ukradena beseda. Priporočam to knjigo. Je marsikaj nam pojasni. Zdaj, kdor še ni prebral Kulturne vojne, vidim, da jih veliko kimate, da ste prebrali. Ta drobna brošurca je tudi en tak pripomoček za razumevanje stvarnosti pri nas. Enako, mogoče zdaj še najbolj, ker smo pred volitvami, volilne prevare Foruma Sao Paulo. Ko sem jaz to knjigo prebral, mi je šele postalo jasno, zakaj je pri nas tako težko, oziroma zakaj so pri nas tako perfidno ukinjali volišča na podeželju, zakaj kljub temu, da smo to ne vem kolikokrat uradno zahtevali, ne dovolijo, da se glasovnice na predčasnem glasovanju sproti preštejejo vsak dan. In zakaj imamo v Sloveniji večino agencij, ki merijo javno mnenje takšnih, kakršne so. Ker, če ste prebrali to knjigo, boste naleteli tudi na tisti del, kjer piše, kako je pač ta Leva internacionala v bistvu izdala priročnik, v katerem piše, prej se neke volitve zgolfajo, je treba ustvariti vtis, da bo zgolfan rezultat zgledal realen. To se pa najlažje naredi preko medijev, pa preko anket, ki kažejo neko zaželeno stanje, čeprav ni tisto, kar se dejansko izmeri. Tako da, bomo rekel, dobrodošli v Sloveniji, ko že govorimo o tem. Pa še druge zanimive knjige, mislim, da so na stojnici. Tako da, ne vem pa, če bi ta prevzgojni ukrep v smislu malo motiviranega povečevanja bralne pismenosti deloval pri nas. Tako da, imamo preveč varuhov raznih pravic, ki bi to preprečili. Hvala lepa.
Ja, halo. Lahko? Še eno vprašanje. Lahko eno vprašanje še? Jaz bi pa samo nekaj vprašal. Ali razmišljate v ustanovitvi finančne policije ugotavljanje izvora premoženja, predvsem javnih uslužbencev, kateri je po mojem pojmu nepojasnjeno glede na prihodke in na premoženje, katerega imajo govorimo o nepremičninah, premičninah in pa v raznih deležih v podjetjih, če v tej fazi, kjer razmišljate pri sestavi nove vlade. Hvala lepa. No, zdaj, pravne možnosti oziroma formalne možnosti za izvajanje vseh teh ukrepov, ki ste jih naštevali, obstajajo že zdaj. Že leta, desetletja v okviru pristojnosti obstoječih institucij, od FURS-a naprej. Lahko se sicer ustanovi, mogoče bilo dobro, da se ustanovi nov organ, finančna policija, kjer se dajo ljudje, ki so pripravljeni te ukrepe dejansko izvajati, ker zdaj se pač izvaja selektivno, proti nekaterim se, proti drugim se pač ne. Nekomu grozijo z rubežem hiše, če je dolžan 5000 evrov, družini Janković pa odpišejo 30 milijonov, ali celo 50, sej, verjetno še več, pa tega niti ne vemo. Tako da ni problem v tem, da ni zakonskih možnosti, ni problem v tem, da nimamo dovolj ljudi v teh institucijah. Problem je, da ni enakih vatlov za vse. Problem je, da se uporabljajo dvojna merila in da seveda tisti, ki preko vseh teh mehanizmov, o katerih smo prej govorili, obvladujejo sceno, se lahko vplivajo tudi na to, koga se preiskuje, koga se ne preiskuje, kdo plača, kdo ne plača, kdo dobi obtožnico, kdo ne dobi obtožnico. Ampak, če hočemo to močvirje počistiti, je najprej treba ustvariti vladavino izvoljenih, porezati te lovke, zaprti pipce in marsikaj zgraditi na novo. Tako da na vse vprašanje, ki so se pojavljala, tudi pod vprašanje, ki ste jih dajali. Tukaj ni bilo možno odgovoriti, veliko odgovorov najdete v tej literaturi. Zdaj, ključna stvar, ker mislim, da je bilo to zadnje vprašanje, ker smo že malo prekoračili čas, pa še zunaj bo druženje. Ključna stvar, ki jo lahko naredimo zdaj do volitev 22. marca, pa je, da širimo, da delamo to koalicijo z volivci, s tistimi, ki imajo najmočnejše orožje v demokraciji, to je glas, in glas, noben nima več glasov kot enega na fer in poštenih volitvah, in da se krepimo. Tako da izkoriščam to priložnost, da povabim vse, ki še niste člani Slovenske demokratske stranke, da zunaj vzamete pristopno izjavo, izpolnite. Na ta način okrepite edino realno dovolj močno politično silo v Sloveniji, ki je sposobna doseči te spremembe, če bo dovolj okrepljena. In potem, kako pristopno izjavo vzamete, pa daste tudi sosedu, sodelavcu, nekomu, ki mogoče pravi, saj sem itak vaš volivec, vaš simpatizer, ampak to ni dovolj. To ni dovolj, ker če nisi organiziran, potem nimaš informacij, nismo povezani, ne delujemo v realnem času, takrat, ko je to dejansko pomembno. In tukaj nas je še premalo, nas mora biti več. V Slovenski demokratski stranki smo v lanskem letu na mesec okrepili članstvo za nekaj 100, v posamičnih mesecih tudi za 500 ali več članov. Če spremljate našo omrežje, vidite te slike z sprejemov,
kjer so pač tisti, ki osebno pridejo po člansko izkaznico. In vsak nov član Demokratične stranke, ki je pripravljen nekaj narediti za spremembe, je velik korak k temu, da bo pač Slovenija takšna, kakršna bi morala biti že zdavnaj. Tako da dobrodošli vsi, ki bi naredili ta korak. In še posebej hvala tistim, ki boste vzeli še kako dodatno pristopno izjavo, pa jo še komu dali. Velikokrat srečam ljudi, ki vprašajo, kaj pa lahko jaz naredim. Glejte, to lahko vsak naredi in je to v demokraciji zelo, zelo velika stvar. Ker se moramo zavedati moči, ki jo imamo, in zdaj prihajajo časi, ko bo ta moč lahko delovala, ko bo ta glas dejansko odločen. Po 22. marcu, če teh glasov ne bo dovolj, bodo pač spet odločali tisti, za katere si pač enostavno ne želimo, da vodijo Slovenijo po poti, ki jo pač spremljamo v zadnjem času. Pa, če poznate koga, ki ima rojstni dan, prihodnjih dneh mu kako knjigo kupite. To je... Tudi to je nekaj, kar deluje bolj, kot si marsikdo misli. Recimo, ko je išla ta brošura, je bila uspešnica. Veliko ljudi, ki sem jih srečal, mi je reklo, zdaj, ko sem pa to prebral, pa razumem. Zakaj so stvari takšne, kakršne so, ker prej pač je marsikdaj pri marsičem težko videti skozi to površino. Zdaj pa res, ker zaključujemo, iskrena hvala za polno dvorano, za to, da ni noben zaspal. Pa prijetno druženje potem v predverju in ne pozabite na pristopnost. Gospod Janša, hvala vam za ta večer, za vsa pojasnila. Kot rečeno, zahvaljujemo se vam za ta večer, za vsa pojasnila in priporočila, izrečena v današnjem pogovoru. Tudi vam, spoštovana publika, se vam zahvaljujem za vso ustvarjanje tega čudovitega večera. Liparjeve ptičice nam bodo sedaj zapele še eno pesem, potem pa vabljeni na druženje in pogostitev pred dvorano. Hkrati se boste lahko včlanili v Slovensko demokratsko stranko ali pa se odločili za nakup knjige. Hvala lepa.